super, kar izvolite. A že snemamo? Čau. Midva sva iz Greenpeace Police, oddelek detektiva. Sem detektiv Jezero, to je detektiv Mlakar. Kar naprej. Čau. Boriti se moramo za zeleno prihodnost. Ker če prihodnost ne bo zelena, bo kakšna? Rjava bo. In kaj je rjavo? Kaj je rjave barve? Drek, ne? Kaj? A se heca, Lena, ne me ti hec, kaj je? Čau, adio. Bejda je na Prešercu je en, nek mož se je zgodil, nekaj gori in Okej, ja, nič pa... Tomaž. Okej. Iz centrale me je klicala naša Lena in da se je na Prešercu zgodil en zločin, da so zažgali nekoga ali nekaj in vsi že vidimo, da gori, tako da... Prosto, vsi ste umirite, prosto. Umirite se, v redu, vse je pod kontrolo, ljudje! Umirite se, dober je! Stop, kaj je bilo to? Tole kraj zločina. Kraj zločina, vsi prosim, če noben ne gre nikamor, noben ni osumljen, ampak vsi ste osumljeni, ampak pobirali bomo izjave, vse je v redu, dihajte, na zdravje, gospod, odlično! Torej, kot vidimo, se je zgodil podnebni zločin, ki je očitno umoril zemljo, zažgal. To je najbolj ogaben način, kar sem videl. Torej, Danik, prosim, če greš pobrati izjave. Ker se naša osumljenca ne odzivata povabilom na zaslišanje, sva jim pripravila past. Letalske karte, Ljubljana-Maribor po zelo ugodni ceni. Last minute poslovni razred, Ljubljana-Celje Via Radeče, za samo 5 evrov. Poslovni razred, Ljubljana-Kranj, samo 3 evre. Zraven še zastonj učne ure angleščine. Zastonj z letalsko karto Po urah in urah iskanja so končno našla še zadnjo zavarovano naravno območje na planeti. Ker še niso postavili parkirišča. Ja, vsak čas bodo prišli osumljenci in jih bova zasačila in izprašala. Medtem pa obvarujeva še ta prelep košček zelenja. Dve muhi. Na en mah. Wow. Fak. Pa niso oni celo med energetsko krizo podražali? Ja. In s tem itak ogromno zaslužili na račun. In zakaj jim pol stavba zgleda, da nima za burek? Ko so si vse v žepe dali, kaj? Stari, da te nam to slišal, lahko te še kdo tož. A ne, nehi, no, toliko občutljivi pa tudi niso. Kaj ne? Če so si upali državo tožiti, a misliš, da tebe pa ne bi? Dobre. Ok. Bo zelo previdna. Ja. 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 Ja, že petico šla z vlakom do Dunaja nazaj v iskanju Urške Klakočar-Zupančič, da bi jo izprašala. Čakaj, a mi dva Urško iščeva? Dober, da nisva šla s kočijo, stari.
Čaj, a ona skočijo hod? Ona s privat letalom leti na Dunaj. 50 ur svojega lajfa sem zapravil zaradi tebe. Gospod Janković je tako super človek. Sploh ne veva, zakaj med osumljenci. V bistvu bi se lahko vsi župani, vsi okoljevarstveniki bi se lahko po njemu zgledovali. Ja, ker kurit plin je ena super stvar, ki je fenomenalna za tole našo kotlino tle na Dunaju. Mislim, v Ljubljani. Glejte, Zoki se bori, on se bori, da bi bila Ljubljana ne samo najlepše mesto na svetu, ampak da bi bila še podnebno nevtralna. Točno tako. In kako se on tega loti, je pa čist njegova stvar. Pa sej bo kuril plin, folk, to je basically luft. Ja, in ta plin ni fosilno gorivo. Točen tako. Gospod Janković to ve, zato se pa tako bori, da bi ga lahko v miru kuril. Ja, to je borba za cel svet, ne samo za Ljubljano. Ja, pol pa slišim folke jamrajo, pa hodijo protestirati. No. Ma ne, folk, vse je good, vse je good. Ja, s tem Zoki. To, plin for the win. 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 Drage gledalke in gledalci, vpliv, moč in denar, ki ga imajo vsi osumljeni, so nam v bistvu onemogočili raziskovanje, tako da smo že skoraj obupali nad primerom. Ampak potem se je zgodilo nekaj neverjetnega. Ja, ljudje so tako osebno vzeli ta napad na naš prečudovit planet, da so stopili skupaj in na lastno pest odkrili, kdo je umoril Zemljo. Jaz takšnega sodelovanja še v lifeu nisem videl. Prišli so do ugotovitve, da je podnebni zločin 2023 zagrešil gospod Zoran Janković. Vse se je začelo leta 2022, ko je bila Ljubljana izbrana kot eno izmed 100 mest Evropske unije, ki naj bi do leta 2030 postala podnebno nevtralna. To pomeni, da bi naj uporabljal energetsko obnovljive vire, ki so okoljsko sprejemljivi in podnebno nevtralni. Ampak vi ste zelo dobro zaznali, da Zoran Janković, župan te občine, v svoji strategiji podnebno nevtralne Ljubljane načrtuje kurjenje uvoženega zemeljskega plina. In to je bila prva napaka. Napaka, ker plin je fosilno gorivo. In vi zelo dobro veste, da Ljubljana ne bo podnebno nevtralna, dokler bo za vir ogrevanja uporabljala zemeljski plin. Ja, ker s kurjenjem zemeljskega plina pač nastajajo CO2 izpusti. In zdaj prihaja še druga napaka. Druga napaka, zaradi katere je obsojen naš zločinac, je pa greenwashing. Greenwashing je zelo popularna taktika v zadnjem času, ki se jo poslužujejo posamezniki na pozicijah moči ali pa kar cela podjetja. Gre pa preprosto za zavajanje ljudi. Po slovensko za zeleno zavajanje, ki je oblika zavajajočega komuniciranja, ko nekdo želi nekoga prepričati, da so njegova dejanja okolju prijazna, a v resnici niso. Skratka, župan Janković nas želi prepričati, da je kurjenje zemeljskega plina podnebno nevtralno, ampak v resnici ni. Ja, in glede na današnjo razsodbo, sva z detektivom Mlakarjem vesela, da ste vsi vi, prečudoviti ljudje, spregledali čez to manipulacijo, čez ta poskus greenwashinga in prišli resnici do dna. Tako, osumljenca sva zdaj soočila z dejstvi. Ja, v našem priporu je že približno 5 ur in jaz sem prepričan, da zelo obžaluje svoje dejanja in da bo v prihodnje deloval bolj okolju prijazno. Gospod Mlakar, detektiv Mlakar, čestitke. Dobro sva ga. Smo ga. Dobro sva ga.